Prvo vprašanje morda za vas, varuhinja človekovih pravic. Torej, na nek način ob tej obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic se samo zastavlja vprašanje, kako dobro v Sloveniji poznamo človekove pravice, ali jih znamo in zmoremo uresničevati. Lep pozdrav v to čudovito dvorano. Tam zunaj je sonce in pomlad, in pomladno je tudi naše letno poročilo. Ne bom ga brala, seveda, vendar sem ga prinesla zato, da vidite, koliko stvari in koliko strani pravzaprav napiše varuh vsako leto o kršitvah, pa tudi o spoštovanju človekovih pravic pri nas. Ko ste me vprašali, kakšno je poznavanje ljudi, bi rekla, da je, oziroma na to, da sem že polnih 5 let, varuhinja vse boljše. Tem je seveda gre velika zasluga tudi medijem. Mediji poročajo o tudi slabih zgodbah, za katere si kot varuhinja vedno želim, da se spremenijo v dobre. Seveda smo tudi kritični do medijev, kadar ne pokažejo stvari z obeh plati. Varuh namreč v svojem letnem poročilu, ki ima letos spet preko 400 strani, tako kritizira kot tudi pohvali. Zdi se mi prav, da takrat, kadar država nekomu prisluhne, ko spremeni kršitev v spoštovanju človekovih pravic, ko se upraviči, ko nadomesti škodo, to tudi opazimo. Vsako leto v uvodu svojega poročila uporabim neko misel, ki naj bi bila vodilo v poročilo. In tako sem letos uporabila misel Winstona Churchilla, ki je dejal, da je kritika ni ravno prijetna, je pa nujna. Tako kot bolečina v telesu opozarja na nezdrav položaj stvari. Zdelo se mi je, da je potrebno, ob tem, ko kritiziraš, povedati, da se da marsikaj tudi spremeniti. In če me vprašate, pogosto me mediji sprašujejo, kdo so kršitelji, koliko je kršitev, kdo so najhujši, letos lahko postrežem celo številko in sicer 199-krat smo v tem poročilu upirili palec oziroma kazalec v kršitelja, v državo, kajti varuh nadzoruje državo in njene institucije, nima pristojnosti do posameznikov, a kar 139-krat smo tudi opazili napredek. Napredek je tudi na strani države v tem, da varuh vsako leto pripravi odzivno poročilo. Tokrat, tudi v minulem letu, se je prvič zgodilo, da smo dobili celo mestno poročilo o spoštovanju varuhovih in realizaciji varuhovih priporočil. Ljudje, ki prihajajo do varuha, pogosto uporabijo težke stavke. Razočarani smo, obupani smo, ne vemo več kam iti, varuh je ponavadi celo zadnja postava. Ko ne moreš, ko na poti iščeš, pa ne najdeš rešitve, žal pa tudi takrat, kadar se z rešitvijo, ki jo ponudi zlasti pravosodje, ne strinjaš. K nam prihajajo tudi ljudje, ki menijo, da so jim kršene pravice celo na Evropskem sodišču za človekove pravice in pravijo, poglejte, prišel sem do tja po mnogih letih, vendar ta sodba zame ni rešitev. Ali je odškodnina prenizka, ali sploh nisem prišel pred to sodišče, ker je moj primer premajhen, ali s to rešitvijo nisem zadovoljen. Seveda varuh tako na področju domačega, kaj šele tujega pravosodja, nima pristojnosti, v domačem so te omejene zgolj na časovno, torej potek postopkov, ki so predolgi, ali zlorabo oblasti, pri čemer marsikdo seveda opozarja prav na to, da gre za zlorabo oblasti, ki pa jo je seveda izredno težko dokazati. Že minister je uvodoma govoril o več vrstah pravic in morda bi rekla, da ravno z področja socialno-ekonomskih pravic je največ ljudi, katerih zgodbe se te vedno znova dotaknejo. Ko ti ljudje prinesejo
odrezek od pokojnine, ko prinesejo plačilno listo ali celo sodbo sodišča, ki dopusti, da bi nekdo moral plačati recimo zapadle obveznosti, pa nimaš koga ljubiti, takrat je tudi varuhu zelo hudo. Zato je področje socialno-ekonomskih pravic tisto, ki ga ljudje dobro poznajo, želijo, da se spremeni in predvsem opozarjajo na potrebo po dostojanstvu. Po dostojanstvu, da od dela preživiš, da ne prosiš in moleduješ in da ne hodiš na humanitarne organizacije po pomoč, bodi si v oblačilih, kaj šele v hrani. Naslednje je zagotovo okolje, ki ga je omenil minister, čisto novo, a vendar zelo pomembno. Tega opozarjanja na potrebo po zdravem okolju v preteklosti res ni bilo toliko. In tudi varuh ima v nevladnih organizacijah na čisto vseh področjih močnega sogovornika. Kajti opozarjamo, same nevladne organizacije bi najbrž težko ali vse težje našle ustrezne odgovore pri državi, varuh jih poišče, ko izve, da obstajajo kršitve in seveda poskuša to tudi odpraviti. Zato imamo v letnem poročilu tudi navedeno, kolikokrat se na različnih področjih srečujemo prav z nevladnimi organizacijami. Seveda je področji dela in naše obravnave izjemno veliko. In ker smo ravno v času, ki bo prinesel razburkanost. Čas volitev je vedno tisti, ko lahko računamo tudi na sovražni govor, na neprimeren govor, na veliko več sovražnosti, na to, da bodo manjšine ostale nekako pozabljene. Moramo pozoriti, da so nekatere teme v poročilu varuha stalnica. To so prav osebe, ki jih ni malo pri nas, ki bi bile pozabljene, če nanje ne bi opozarjali nevladniki in tudi varuh. To ni tema, s katero bi običajno lahko zmagal na volitvah. Gre seveda za romsko problematiko drugačno, spolno usmerjenih, problematiko manjšin in vseh tistih zelo ranljivih skupin. Pri otrokih še nekako gre. Pri starejših, temu smo posvetili letošnje leto pri varuhu, njih je čedalje več. Moram reči, da je tudi veliko nevladnikov in združenj starejših, ki opozarjajo na svoje težave, na svoje, predvsem pa na področje zdravstva, ki je seveda še pereče. Upali smo na zakonodajo, ki pa seveda ni bila v celoti sprejeta in zato je še veliko ljudi, ki trdijo, da so hlapci armeji, da so Don Quixoti, včasih pa hodijo po labirintih poti in ne najdejo izhoda. In zato bom zaključila z mislijo, ki jo nenehno ponavljam, da je človek pogosto zelo sam poišče človekove pravice, da bi rabil pogosto strokovnjaka, ki bi mu razložil to celo morda, kar bi morala kdaj storiti država, zato ker so bodi si nekatere odločbe, bodi si nekateri zakoni tako zapleteni, da imamo še pri 10 pravnikih 11 stališč. In zato bi si zelo želela, da bi imeli ljudje na razpolago tudi več brezplačne pravne pomoči. In s tem bom zaključila. Hvala lepa. Doktorica Kogovšek Šalom, morda bi nadaljevali z vami. Kakšni so družbeni trendi glede odnosa do dostojanstva in pa do enakosti, zlasti v povezavi z marginaliziranjem, s pripadniki manjšin in tako naprej. In morda, kateri so ti veliki madeži v tej slovenski zgodbi v uspehu demokratizacije zadnjih 25 let? Ja, hvala lepa za besedo in seveda za povabilo. Torej, vprašali ste po dostojanstvu in enakosti. Nekaj je zelo opazno v različnih dokumentih, ki nastajajo v različnih državnih organih, ali tudi recimo širše. Nekako se je enakost nekam zgubila. To je zelo zanimivo. Torej, dostojanstvo je beseda, ki je zelo pogosto prisotna v politikah. Enakost pa kako je dejansko nekam izginila. Poskusite naslednjič, ko boste imeli v rokah kakšen dokument, poiskati, koliko ta dokument, recimo, če je vsaj deloma povezan s tem, o kateri se danes pogovarjamo, koliko še omenja enakost. Videti je, da je ta koncept postal zastarel.
kar je izjemno problematično, ne? Zato ker vemo, da tudi ta dokument, zaradi katerega smo danes tukaj, torej splošna deklaracija, temelji prav na tem. Že če berete recimo njene določbe, boste ugotovili, da govori, da se večina teh določb začenja z vsakdo. Vsakdo, to je zelo osnovnošolska ugotovitev, ampak pozabljamo na njo. In to, kako zelo pozabljamo na njo, se vidi ravno pri marginaliziranih skupinah. Torej, da vsakdo pomeni samo še ni večina, tisti drugi, tisti različni, tisti, ki se razlikujejo od te, recimo, neke splošne večine, pa potem ostanejo na stranskem delu. Zdaj, moje nadaljevanje mojega odgovora bo precej predvidljivo, ker mislim, da vsi v tej dvorani, ali vsaj večina vemo, kateri so te mladeži, torej mi smo z našo državo že začeli slabo, z muzejem pravnega statusa ljudem, ki so bili stalni prebivalci, pa niso uspeli pridobiti državljanstva, torej izbrisani. Kar torej ni problem samo to, da se je ta kršitev zgodila, ampak tudi to, kako je bila odpravljena. To je še posebej problematično. Vsi poznamo tudi različne ukrepe, ki so bili sprejeti, ampak morda niste toliko razmišljali o učinkih teh ukrepov. Namreč, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da ko so bili ti ukrepi sprejemani, posamezne skupine te ranljive, torej posamezni deli te skupine odpadali stran od poprave krivic. Torej, s tem, ko so recimo tudi različni mednarodni organi, institucije ugotavljali, da je Slovenija popravila to kršitev, potem, ko analizirate te ukrepe, vidite, da v bistvu, če samo vzamemo za primer zadnji dogodek, torej odločbo Ustavnega sodišča iz pred 10 dni, v bistvu ugotovimo, da se ta odločba nanaša na približno 300 ljudi. Torej, samo 300 ljudi, ki so si uspeli narediti status, torej pridobiti dovoljenje za stalno bivanje nazaj ali državljanstvo in potem, ker so ti status bili upravičeni tudi do odškodnine in se niso zadovoljili, torej so zaprosili za odškodnino, že to je spet nov korak, ki so ga storili in se potem niso zadovoljili samo za upravno prisvojeno odškodnino, ampak so šli še na sodišče in teh ljudi je samo 300, od 25,000 plus. Tako da to je recimo izplen, da rečemo temu poprave oziroma odprave kršitve te konkretne pravice. Zdaj, če gremo malo hitreje še po ostalih področjih, recimo nepriznane manjšine, res velika škoda je, da se je s tem vprašanjem čakalo do konca mandata in potem spet zmanjkalo časa. To se mi zdi nek tak simptom, odlašanja z nekimi stvarmi in potem se tako na pravi čas nastopi, ko je pa v bistvu že prepozno. In spet bo nov mandat in ta naloga bo seveda čakala novo vlado, nov parlament in vprašanje, če se tam ne bo ponovilo v bistvu. Jaz seveda upam, da se ne bo. Kaj bi še izpostavila? Mogoče ponovno retradicionalizacijo, ki targetira predvsem ženske. To je zelo opazno, se pravi, da so nekatere pravice, ki so veljale za pridobljene, ponovno postavljene pod vprašaj v nekaterih segmentih prebivalstva in to se mi zdi simptom tega, kako pravice, ko so enkrat pridobljene, nikakor niso pridobljene za večno. Vedno je treba delati na tem, da se jih ohranja, da se izobražuje nove generacije in da nove generacije torej niso vzpostavljene situacije, ko nimajo več nobenega znanja o tem. Tako da se mi zdi, da smo se znašli v tej situaciji, da nove generacije več ne vejo, kako so te pravice pridobljene in zakaj jih sploh imamo in kako so morali v bistvu nekatere skupine pred nami se boriti dolga desetletja ali celo stoletja, da so bile pridobljene. Danes je vse nekako samo po sebi umevno, pa ni. In ta primer se mi zdi odličen za to. Zdaj še dve stvari bi izpostavila za zaključek. Eno je problem sovražnega govora, oziroma konkretneje v kazenskem sistemu govorimo o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja, nestrpnosti. Ta problem se je izjemno razmahnil v času zlasti begunske krize, vedno pa je bil prisoten. Razmahnil se je seveda tudi z internetom, z družbenimi omrežji in tako naprej, kar je nekako trend vse povsod, ampak kar je zanimivo v kontekstu Slovenije, je pa to, da se je pa število pregonov tega kaznivega dejanja v Sloveniji nezamisljivo zmanjšalo. Mislim, dejansko ne vem, če pridemo do 5 primerov na leto, medtem ko smo recimo v preteklosti vse imeli po nekaj 10 vsako leto. Tudi primeri, ki so v preteklosti bili preganjeni pred sodiščami, v katerih je prišlo do obsodilne sodbe, danes niti preganjeni več ne bi bili, zato ker se je spremenila definicija v kazenskem zakoniku in ker se je spremenila praksa do te mere, da je zdaj dejansko samo še drobec vsega tega širjenja
spoznan za tako hud, da sploh pride čez vsa ta sita v pravosodnem sistemu. In zaključila bi še z dvema simptomoma, zakaj mislim, da bi naša država lahko dejansko veliko bolje se odrezala na tem področju. To pa je recimo nekako počasnost, ki se je izkazovala pri tem, kako dolgo smo rabili, da smo prišli do ustanovitve tako imenovane nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic. Varuha seveda imamo že dolgo, vendar ves ta čas smo bili spodbujeni, da bi imeli še nekaj več, torej ne samo reakcijo na pobude zaradi kršitev, ampak tudi na to proaktivno vlogo. In to se je recimo zgodilo šele v prejšnjem letu, predvidimo novo državo že kar nekaj časa, tako da s tem tudi vemo, da bi morali to narediti že kar nekaj časa nazaj. In zelo podoben primer je pa ta institut zagovornika načela enakosti oziroma tega državnega organa Equality Body, organ za enakost, kako dolgo smo rabili, da smo ta organ tudi sami ustanovili, tako kot je treba, oziroma vsaj zametke nečesa, kar bi moralo biti tako, kot je treba, in da se še zdaj izpostavlja po vzoru recimo tistih držav, s katerimi se mi tudi sicer želimo poistovečati. Tako da nekako, če povedam črto, bi rekla, da seveda nam ne gre slabo, če povedamo v globalnem smislu. Slovenija je relativno bogata država, gledano globalno, res poudarjam. Seveda imamo velik problem revščine in velik problem socialne izključenosti, vendar globalno gledano še vedno smo relativno bogati in lahko bi nam šlo bolje na področju človekovih pravic. In vsi ti primeri, ki sem jih omenila sama in ki jo ljudem dogostavali pred mano, kažem na to, da bi lahko jih reševali bolje in dejansko so rešljivi. Da gre bolj za problem neke apatičnosti, nekega pomankanja, zavedanja teh preteklih bojev in neke srčnosti se mi zdi. Sej človekove pravice se poučuje na mnogih fakultetah, tudi omenja se jih že prej, v osnovni šoli, v srednji šoli, ampak očitno nekaj manjka, nekaj zaradi česa bi lahko veliko več nas tam zunaj delamo na tem področju in se pač vsakodnevno prizadevamo za spremembe na bolje. Hvala lepa. Profesorica Slapšak bi na nek način mogoče kar navezala na to, kar smo pravno slišali. Na nek način ne bomo vprašala, koliko smo občutljivi, ker se mi zdi, da se vsi strinjamo s to apatičnostjo, pa pomanjkanjem srčnosti, kot je rekla prejšnja sogovornica. Ampak mogoče kako lahko pojasnimo te trende. Prvič, da neobčutljivosti, ne samo do kršitev, ali pa sploh do pomena človekovih pravic doma, pa tudi v svetu. In odkot sploh ta nek neverjetni naboj teh negativnih čustev, ksenofobije, rasizma, vseh teh pojavov, ki sem jih omenjala v tem svojem uvodnem govoru. Hvala za povabilo in za besedo. Dober del krivde za to, kar se dogaja že 70 let v mnogih okoliščinah in na mnogih mestih na tem planetu, je sigurno osebnosti imenovana patriarhat. Ni nobenega dvoma, da je to glavni zločinec človekovih pravicah. In nažalost je Združeni narodi so to svojo deklaracijo naredili 11 mesecev po mojem rojstvu, torej jaz sem malce starejša, ampak jaz spoštujem. In na drugi strani sem lahko popolnoma zgrožena na tem, da pravzaprav še v 96. leta je v Združene narode prišla enostavna resnica, da so ženske tudi ljudje. Oziroma, da so ženske pravice človekove pravice. Torej, precej pogibno potrebno. Kar se tiče domačih okoliščin in tega neverjetnega vala sovražnega govora, ki ga registriramo prav v zadnjem času, zahvaljujoč skoncentriranim medijem na desnici, in to je v ekstremni desnici, in to so tudi časopise, en tabloid in ena televizijska postaja, 19 radijskih postaj in neznano veliko različnih portalov na internetu. To je pa precej sploščena in tudi velika zadeva, o kateri ne mislimo dovolj, posebej ne v zakonskih okvirih. Torej, to naraščanje sovražnega govora ima svoje poreklo, svoj vir, svoj primarni greh, bi rekli, v primeru izbrisanih. In izbrisani so bili, rekla bom nekaj zelo paradoksalnega, izbrisani so bili tudi možnost, da se na tem primeru poučuje
da se poučujejo državljani o tem, kaj so človekove pravice. Nažalost, politiki niso bili naklonjeni temu in na drugi strani mediji so sledili politikom, tako da smo dobili situacijo, v kateri so vsi govorili o izbrisanih večinoma, skoraj vsi govorili o izbrisanih na, recimo, vratni strani te države, na način, ki ga brez nobenega dvoma kvalificiramo kot sovražni govor. Ampak po mojim globokem prepričanju ta možnost še zmeraj obstaja. Ja, 300. Mejhna številka, ampak nekaj se je zgodilo. Na drugi strani bi recimo mejhne geste še zmeraj morda spremenile mnenja posebej mlajših državljanov in to je recimo, če bi se v učbenike unesla tudi zgodovinska zgodba o izbrisanju. To je zelo mejhna gesta, ne stane praktično nič in bi lahko pomagala izobraževanju človekovih pravicah, kar je po mojem mnenju morda najbolj pomemben del aktivnosti vseh, ki zanimajo človekove pravice. Jaz nisem pravnica in seveda ne morem definirati precizno te zadeve, jaz jih opazujem kot antropologinja, kot ženska, ne več. In se mi zdi, da je en fake news, oziroma ena čista laž, brez ostankov, prišlo v politični govor in se uporablja tudi kot nekakšno prikrivanje nezakonitosti oziroma nespoštovanja dokumentov Združenih narodov in to je formulacija ilegalni ekonomski imigrant. Emigrant, imigrant, moramo vseeno, kakšen je prefiks. Nobeno človeško bitje ni ilegalno. To je ena od resnic, ki nam ponuja prav tekst Združenih narodov, ki pomeni 70 let, to je prvo. In drugo, kaj pomeni ekonomski migrant? To je človek, ki hoče preživeti. V tem laž o ekonomiji kot razlogu se to prikriva pravzaprav resnico o tem, da nekdo hoče preživeti. To ni ekonomija. To je človekova pravica. Torej, ilegalni imigranti ne obstajajo. Ampak jih uporabljajo, politiki jih uporabljajo, kot da bi res obstajal zakon o tem, da so ilegalni imigranti, nekaj nezakonitega. In seveda, če bi res govorili o ilegalnih migrantih, ekonomskih migrantih, bi recimo mislili na davčno oazo. To je mesto, kjer najdemo ilegalne ekonomske migrante, ne pa na naših mejah. In v tem smislu lahko govorimo tudi o materialnih zadevah. Govorimo o materialnih zadevah, kot je ta nesrečna žica, ki služi samo pomoru živali, kar je tudi del pravic, ki jih ne priznavamo, še zmeraj tisti četrti paket, morda peti paket, o katerem lahko govorimo, ko govorimo o pravicah živih biti, ne samo o človeka. In končno, da zaključim to svojo intervenco, je tudi to problem, da nimamo niti enega primera, sicer jaz ga ne poznam od tega, vi poznate, ki ste v tem področju pravniki, morda še bolj, ne poznam niti enega primera, v katerem imuniteta poslanca ali poslanke bila postavljena vprašanje v zvezi s kršenjem človekovih pravic in deklaracijo Združenih narodov. In zdi se mi, da bi to nekako bilo tudi neko polje, v katerem bi odgovornost poslancev morala biti bolj filtrirana. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Soban, vas bi prosila za oceno pomena medijev, zlasti slovenskih, pri opozarjanju glede človekovih pravic, pa mogoče tudi, če vas lahko prosim za ta zgodovinski spomin, torej za neko primerjavo, kako se je vloga medijev, ko ste jih vi spremljali skozi ta leta, spremenjala. Ker so bili do zdaj že nekajkrat omenjeni izbrisani, bi jaz tukaj samo upozoril na en paradoks. Predsednik odbora za varstvo človekovih pravic, ta odbor letos praznuje 30 let, je kasneje kot notranji minister izbrisal več kot 25,000 ljudi. Mislim, to je paradoks, kakršnega ni v svetu in mislim, da se na to premalo pozarja. Če grem naprej, imel sem v bistvu privilegij in čast, da sem spoznal še zadnjega živečega soustvarjalca te pomembne deklaracije, nekakšne magne karte človeštva.
zadnjega soustvarjalca tega velikega dokumenta, imenuje se Stefan Esel, on je preživel vse ostale, poznal je vse te ljudi, bil je v Ljubljani, ko je šla v slovenskem prevodu njegova zelo znana knjiga Dvignite se, ki je bila doslej prevedena že v več kot 5 milijonov izvodov. On je osebno poznal Eleanor Roosevelt, ki je vodila ta vzor, poznal je postala sta velika prijatelja s Franconom Renéjem Cassenom, ki je kasneje popelo reklamiral. In on je, mislim, zame je bil to izjemen človek. Takrat, ko je bil v Ljubljani, je bil že star, mislim, 93 let. Leta 2014 umrl in lani so se ustrašili po spomeni stoletnice njegovega rojstva. On je v bistvu v resnici vse življenje posvetil boju za človekove pravice. Ta njegova knjiga Dvignite se, ki jo priporočam vsem, še jo to še ne prebral, je postala nekakšna spodbuda za mnoga gibanja po svetu, za španske Indignados in kasneje Podemos, za Wall Street Occupy, ker v resnici poziva k spremembah. On pravi, da se ta naš svet suče v bistvu dolgo v napačno smer. Prav zaradi tega nekšnega teptanja, pozabljanja na človekove pravice, ki se jih vse bolj odriva na stran. In meni je bila zelo všeč njegova misel, se sprašuje, kako to, da je v Evropi po drugi svetovni vojni na celini, ki je bila popolnoma uničena, bil denar za socialne pomoči, za šolstvo, za znanost, za kulturo. Danes, ko v Evropi denarja toliko, koliko ga ni bilo še nikoli, take ogromne količine denarja se pretakajo tudi po teh nezakonitih poteh, pa naenkrat problem financirati šolstvo, znanost, kulturo. In mislim, da je treba na to večkrat poudarjati. Zdaj, zakaj? Seveda sam osebno mislim, da je človekovih pravic v medijih bistveno premalo. Človekove pravice niso novica. Človekove pravice ne prinašajo profita, ki je danes osnovno. Kapital zanima samo profit, s človekovimi pravicami ni profita. Dam primer, medijev človekove pravice ne zanimajo. Januarja je parlamentarna skupščina Sveta Evrope izbirala novega komisarja za človekove pravice. Med kandidati je bil tudi slovenski kandidat in moram reči, mene je bilo nekako sram, bil sem edini slovenski novinar v Strasbourgu. Čeprav se je tam odvijala prava drama, se verjetno to veste, tudi z nekakšnimi fake novicami, ki jih je v Strasbourgu razširjala največja opozicijska stranka, čisto slogo v Putinovih kompromatov. Meni se je takoj ponudila ta paralela, ker poznam, kako se v Rusiji uničuje politične nasprotnike. V svet Evrope novinarji v bistvu ne prihajajo. Čeprav se tam, to je moje mnenje, svet Evrope je prava zakladnica novinarskih pot. Tam prihajajo ljudje z celega sveta, bojevniki za človekove pravice, disidenti, zaporniki, opozicijski voditelji. Nikoli nobenega novinarja. Mislim, zame je to nepojmljivo. To se dogaja po moje tudi zaradi, kot sem že omenil, predvsem zato, ker človekove pravice ne prinašajo profita. Kapital vse zaposlene obravnava predvsem kot orodje za ustvarjanje dobička. V delavcih, v svojih zaposlenih pa ne vidi ljudi. Vsemi svojimi pravicami in dostojanstvom, ki se ga nenehno tepta. Tudi arabska pomlad je v bistvu, ki se je začela v Tuniziji, izbruhnila prav zaradi tega nenehnega teptanja človeškega dostojanstva v diktatorskih arabskih državah, zaradi česa je potem ljudem tega dovolj. Zdaj, v medijih se seveda piše o človekovih pravicah.
piše se o konfliktih, o socialnih problemih, piše se o vojnah, ne, ker se človekove pravice tepta na najbolj okruten način. Ampak vsega tega dogajanja se ne obravnava v kontekstu človekovih pravic. Opisujejo samo konflikt. Ne piše se pa in se ne razlaga bralcem, kaj to pomeni v pravnem, socialnem, človeškem smislu, nenehno zanikanje človeškega dostojanstva. Tega ni imeli. Tukaj bo treba po mojem to dogrevati. Jaz tukaj vidim, seveda niso krivi samo lastniki in slabo profitov. Mislim, da so mnogo čem krivi tudi uredniki. Jaz večkrat pravim, tukaj so se stvari v medijih popolnoma podrle. Jaz sem urednika zmeraj videl kot nekakšen zid med upravo in novinarji, kot nekakšen zaščitni zid, ki ga pa zdaj v tem neoliberalnem času tega zidu v bistvu ni več, ker so uredniki čist na strani lastnikov. Ne branijo več novinarje, branijo lastnike. In tukaj je, mislim, da je to katastrofalno za prihodnost medijev. Najlepša hvala. Veleposlanik Šulc, vas bi prosila za osvetlitev mednarodnih vidikov varstva človekovih pravic. Zlasti me zanima, torej živimo v času konfliktnih ali pa naraščajočih konfliktnih odnosov med državami, zlasti med velesilami. In morda bi vas prosila za začetek, da osvetlite, kako se ti odnosi med državami odražajo na delu Sveta za človekove pravice, ki mu predsedujete od letošnjega 1. januarja. Hvala lepa z besedo. Naj začnem z mislijo, ki ste jo že, mislim, da vi izrekla, da ne živimo v času, ki je naklonjen človekovim pravicam. Za razliko od obdobij, ko so človekove pravice res našli svoj prostor, smo zdaj v nekem obdobju zatona. Če gremo nazaj v zgodovino, lahko vidimo, da je univerzalna deklaracija za človekove pravice nastala po dramatičnih dogodkih po drugi svetovni vojni. Takrat je svet imel moralno obvezo, da nekaj sprejme in takrat smo rekli nikoli več in sprejeli deklaracijo. To je bilo okno priložnosti takrat. Potem dolga desetletja je nekako stagnirala cela zadeva, in potem drugo okno tako priložnosti je bilo pad Berlinskega zidu in ne smemo pozabiti, da danes praznujemo tudi 25-letnico Dunajske deklaracije o človekovih pravicah in programa akcije. Takrat je bilo drugo tako okno priložnosti. Prvih deklaracija, ko je bila sprejeta, tudi to ne pozabimo, da ni dala samo univerzalnost, takrat je dala jasno sporočilo vsem narodom, da človekove pravice niso več izključna pristojnost, notranja pristojnost države, ampak da lahko imajo v tem besedo tudi drugi izven. To je izredno pomembno sporočilo, ki bo takrat dano. Kar se tiče Dunajske deklaracije, je pa dodala tudi veljivost pravic, ki je obstajala dolga desetletja, Dunajska deklaracija takrat nekako spravila in vse človekove pravice, vse različne sklope človekovih pravic postavila v nedeljivost, soodvisnost in medsebojno povezanost torej organizacije. Zdaj spomnim bi tudi na to, da je z Dunajsko deklaracijo in z Dunajsko konferenco takrat smo dobili tudi visokega komisarja, takrat je bil ustanovljen urad visokega komisarja, funkcija visokega komisarja za človekove pravice in nedvomno ena od ključnih oseb, ki skrbi za to, da se deklaracija, univerzalna deklaracija sprovaja v svetu in skrbi, da se njene odredbe pač spoštujejo. Zdaj Slovenija je prevzela predsedovanje svetu v času, ki ga zaznamuje, lahko rečemo, retrogradni trendi. Visoki komisar za človekove pravice nam je že na parih zadnjih zasedanjih vedno omenja, da je stanje človekove pravice v svetu alarmantno, da se stanje človekove pravice vse manj spoštujejo po vseh delih sveta, ne samo v južnem ali vzhodnem, ampak na vseh 4 koncih sveta in da so ti retrogradni trendi vse močnejši.
In kot ste samo omenila, seveda se ti trendi odražajo tudi v delu sveta za človekove pravice in vse bolj v vsakdanjih naših razpravah tam čutimo, da so recimo vprašanje spremembe oblasti v nekaterih evropskih in zahodnih državah, ki so tudi prinesli spremenjen odnos teh držav, do človekovih pravic, na primer. Potem migracijska kriza v Evropi je seveda prisotna v naših diskusijah že permanentno nekaj let nazaj. Potem zdaj na novo spremembe od ameriški politiki do okolja, do migracij, pravic žensk, splava in podobno. Vse so to primeri, ki se odražajo v našem vsakdanjem delu, ko sprejemamo, ko imamo debate, sprejemamo rezolucije in podobno. Lahko tudi povem to, da prišlo do spremembe dinamike, se je vloga nekaterih vidnih akterjev na področju človekov pravic, kot so Zahodna Evropa in ZDA, na nek način slabi v tem mednarodnem prostoru. In to je zelo slabo, zato ker s tem stabljenjem se odpira prostor drugih igralcev na svetovnem parketu. Ne vem, sam Kitajsko, ki ta prazen prostor zelo hitro zapolni z novimi, mogoče nam precej neznanimi koncepti človekovih pravic. Drug tak, kako bi rekel, taka refleksija tega je, da seveda države, ki niso ravno ljubiteljice človekovih pravic, ko vidijo zahodne voditelje in nespoštovanje človekovih pravic na zahodu, potem na nek način najbolj provečilo tudi sami za svoje dejanje. Če pa lahko ti, ki so nekje vodili na področju človekovih pravic, kršijo človekove pravice tu in tam, kdo pa ima moralno pravico, da nam pridiga, kako ne se bi obnašali. Ti trendi so prisotni in jih čutimo vsak dan in seveda smo zdaj v nekem obdobju, lahko rekel, ko je treba to, kar je bilo pridobljenega tekom prejšnjih desetletij, braniti. Da ne gremo, da se to na nek način retrogradna pot ne učvrsti. Naprimer, v svetu za človekove pravice se precej čuti tudi politična dogajanja v svetu, predvsem recimo Sirijo, imamo na dnevnem redu že leta in leta. In ta dogajanja v Siriji se zrcalijo na tak način. Pred kratkim smo imeli naprimer izredno zasedanje v vzhodni Guti. Na tem zasedanju smo tako videli politično refleksijo realnosti v svetu. ZDA in Velika Britanija na eni strani, ter Rusija in Sirija na drugi strani. To so te delitve, ki obstajajo v realnem svetu in normalno jih tudi naš svet za človekove pravice doživlja na tak način. Potem recimo imamo tudi razpravo o bližnjem vzhodu, predvsem o vprašanju pravic zasedenih palestinskih ozemljih. Na tem vprašanju tako imamo delitve že dolga leta, na eni strani ZDA, Avstralijo, Veliko Britanijo in Izrael, ki želijo, da bi se Izrael kot kršiteljica človekovih pravic čim manj pojavljal v naših rezolucijah, v naših razpravah, da bi čim manj viden. Z druge strani pa države islamske konference, seveda, ki želijo, da je obsodba Izraela nekje visoko na dnevnem redu vidna in opazna. Te delitve pač so odraz realnega stanja na svetu in ta vprašanja, ta bitka, ki se odvija tam v svetu, v bistvu je rešljiva samo na terenu, v širšem političnem kontekstu, recimo bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Tam je treba ta vprašanja reševati in potem pritegnjo tudi tega, da lahko rešujemo vprašanja človekovih pravic. Drugo, kar opažam, je tudi to, da se je že parkrat zgodil, pa mogoče tudi trend, lahko rečem, da zadeve, ki jih varnostni svet ne more rešiti, to skrat potem pristanejo na dnevnem redu našega sveta za človekove pravice. Naprimer, če se spomnite Alepo 2016, takrat v varnostnem svetu države članice niso mogli dosegti soglasja za rezolucijo, zaradi veta, ki obstaja v varnostnem svetu in v tem celo vprašanje prišlo v svet za človekove pravice. Veto, ki obstaja v varnostnem svetu, pri nas ne obstaja. Pri nas se glasuje in rezolucija je bila izglasovana in potem svet seveda skladu za rezolucijo tudi takoj ukrepov in bil učinkovit, lahko rečem. Mogoče bi tako ne samo še par besed, mogoče bo čisto zanimati, kako svet deluje, da je bolj jasno, kaj in kaj. Torej, svet
Svet je osrednje telo Združenih narodov, ki skrbi za varstvo in promocijo človekovih pravic. Na terenu deluje pa na naslednji način, da ima široko mrežo mehanizmov. To so posebni poročevalci in preiskovalne komisije, ki jih svet pošilja na različna krizna področja, ker se kršijo človekove pravice. Na podlagi poročil teh preiskovalnih komisij in poročevalcev svet sprejema rezolucije in s temi rezolucijami seveda zahteva od držav, da naj sprejmejo take in take ukrepe, ki bodo na nek način potem pomagali pri spoštovanju človekovih pravic na terenu. To je na nek način predstavljeno povedano, kako cel ta mehanizem deluje. Mislim, da je mehanizem učinkovit, predvsej, da s temi svojimi mehanizmi ima vpliv na vlade, mogoče se vsaka zadeva ne reši takoj čez noč, je pa ta konstantne zahteve do vlad imajo vedno nek rezultat. Ne povem še to, da nobena vlada danes na tem svetu ni imuna do zahtev sveta za človekove pravice, nihče noče imeti imidža države, ki ne bi hotela sodelovati in ki ne bi hotela spoštovati človekove pravice. To je visoka politična cena, ki jo država plača, če je oživosena na tak način, tako da je sodelovanje držav s svetom na nek način skoraj nuje. Je pa res, da se nekatere države poskušajo vsem tem mehanizmom, ki se je prej opisal, na razne načine izogniti. Naprimer, ne dopustijo komisiji za preiskavo postop na teren, zaradi varnostnih razlogov, naprimer, ali pa posebnega poročevalca, noče z njim sodelovati, ker pravi, da je nenaklonjen državi in kar cel seznam podobnih izgovorov obstaja. Ampak pravim, nihče ni na to imun in kako bi rekel, da bi se na vse to obrušil. Tega ni sveto. Ta moč, človekov pravic, ta moralna moč do držav obstaja in je tu. Samo krepiti je potrebno vedno in jo uporabljati čim bolj učinkovito. Toliko za začetek. Preden odpremo razpravo za publiko, mogoče še eno splošno vprašanje, kdorkoli bi želel nam govoriti. Torej, po eni strani je Slovenija močno vpleta v mednarodni sistem varstva človekovih pravic. Je tako rekoč pogodbenica vseh ključnih mednarodnih dokumentov, poroča, relativno redno, ima odprto vabilo različnim poročevalcem. Države celo na nek način se pridružujejo, da obstaja neka utrujenost glede vsega poročanja Slovenije, tudi med takšnimi državami. Ampak po eni strani v mednarodni skupnosti Slovenija torej je na nek način v središču mednarodnega varstva, režima, varstva človekovih pravic. Doma pa opažamo te trende, na katere ste vsi upozorili. Torej to kršenje človekovih pravic, nenaklonjenost, nerazumevanje enakosti, to razlikovanje med nami in njimi marginaliziranimi skupinami, nedostopnost do učinkovitega varstva človekovih pravic. Vi ste tudi sami med zagovorniki človekovih pravic. In tudi to je eno področje, kjer posameznikom, ki se znajdejo v takšnih okoliščinah, ki človekovim pravicam niso naklonjeni, postavlja precej vprašanj, tudi ne nazadnje osebne angažiranosti, pa tudi posledic osebnih za posameznike, ki so se pripravljeni v takšnih okoliščinah izpostavili. In zdaj me zanima, če lahko to med vami pokomentiram, mogoče to na nek način diskrepanco med delovanjem v mednarodni skupnosti, pa potem domačimi trendi in pa zagovorniki človekovih pravic v takšnih okoliščinah. Kako je delovati in na kakšen način, kakšne so težave, s katerimi se tudi posamezniki srečujejo. Da bom kraljestvo govorila, z ozirom na to, da predajam poročilo seveda visokim predstavnikom države in da je tudi obravnavano v državnem zboru. Tudi pri varuhu smo v zadnjih letih začeli zelo pozorno spremljati uresničevanje priporočil. Kajti, če je priporočilo državi dano, takih priporočil je v letošnjem poročilu 77, lani 71, v začetku mojega mandata je bilo preko 100, takrat, ko je sprejeto v državnem zboru in naloženo vladi vsem ministrstvom,
da realizira ta priporočila, je zelo pomembno sporočilo pravzaprav vseh teh, kaj so naredili na tem področju. In ugotavljamo, da so nekatera priporočila tako uresničena, kot je že gospa Šolomon povedala, ravno na področju zagovornika načela enakosti, je varuh moral leta in leta opozarjati, da smo ga dobili, torej pred leti, 2, in lansko leto, konec leta, tudi nacionalno institucijo človekove pravice, o tem nisem na začetku govorila, ker je bilo toliko drugega, torej ta pa bo tista, ki bo torej razširila mandat varuha zgolj na obravnavo pobud in seveda tudi lastnih, širših vprašanj, tudi na ocenjevanje države, tudi na promocijo človekovih pravic, tudi na seveda nastop v tujini. Imeli bomo svet varuha za človekove pravice, v katerem bodo tudi nevladne organizacije in ta bo posvetovalno telo varuha in s 1.1.2019 Center za človekove pravice. Zdi se mi torej, da prihaja obdobje, ko bo varuh s to razširitvijo lahko še širše deloval. Sama večkrat poudarjam, da so zelo slabi izgovori na krizo. Bila je in velikokrat se je takrat govorila, finančna kriza je kriva. Kriva je bila zazujk, ki je prinesel številne slabosti in seveda za mnoge skupine, ravno najbolj ranljive, tudi zmanjšanje njihovega statusa na ekonomsko-socialnem področju, sedaj torej z nekim odhodom, vsaj upam, da je resničen, vendar že grozijo, da se lahko ponovi slabša finančna situacija, se mora vse to, kar je bilo odvzeto, vrniti. Torej mi pozorno spremljamo, smo zato veseli tega odzivnega poročila, je pa nekaj kršitev, rada uporabim v zadnjem času izraz, tako trdovratnih, da kar ostajajo. Torej, da so zapisane, recimo tudi na področju okolja ponavljamo in ponavljamo številna priporočila. Ljudje se vse bolj zavedajo, da kapital ne sme imeti prednosti pred zdravjem, da je zdravje ljudi zelo pomembno, da ne smeš gledati samo na svojo generacijo, ki bo morda še preživela vse te ujme in vse, kar smo torej česar že deležni, da je potrebno gledati tudi na bodoče generacije. Tu je veliko ponovljenih priporočil. Potem so seveda zdravstvo, to je področje, ki ljudi še kako zanima, ker smo starajoča se družba, tudi pravice starejših, invalidov, kot sem že uvodoma rekla, pa pravice skupin, ki ostajajo vedno na obrobju. Jaz si želim, da bi nova vlada vsa ta pereča področja takoj obravnavala in odprla, kajti bolj kot se bližajo volitve, težje je najti konsens, težje je realizirati, je bilo pa nekaj naših priporočil in o tem smo poročali tudi uresničenih. Tudi v poročilu, ko me vedno sprašujejo o številu primerov, številu klicev, številu kršitev, rada povem, da sama številka ni dovolj. Ko je recimo kršena pravica enemu, ki se obrne na varuha, pa se zadeva uredi, se lahko prihrani tudi drugim, da bi stopili na to pot. Nekatere stvari žal, kot ste rekli, pa potujejo izven države in potem se vprašamo, preden pride sodba Evropskega sodišča, ali ne bi veljalo zadeve urediti, tako recimo tudi na področju vode, ki ni dostopna, žal kljub vpisu v ustavo, zgleda, da smo to narobe razumeli, kaj pomeni vpis, torej tudi za romsko prebivalstvo, torej ali bo potrebno državo kaznovati in bo potem drugačna, ali celo kazen, ki bo prišla, ne bo ničesar spremenila. Takrat se vprašaš, kje se najde denar za vse te kazni, zakaj ne bi preventivo usmerili. Torej, resnično je včasih sporočilo iz tujine tisto, ki nekako ti da misliti, včasih pa tudi to žal ni dovolj. Bi tukaj dodal, ker se pač ukvarjam v glavno zunanjo politiko, jaz v takih priložnosti zred poudarim misel Thomasa Hammarberga, nekdanjega evropskega komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope, ki je v mojem intervjuju dejal, da
v zunanji politiki je danes premalo človekovih pravic. Tukaj dodal seveda tudi v notranji politiki, ki je vedno premalo. Človekovih pravic ni nikoli dovolj, demokracija ni nikoli dovolj, to je proces, ki traja. Zdaj tukaj pride na misel izjava ameriškega predsednika Jimmyja Carterja, ki je leta 1977, ko je prisegel, kot nov predsednik dejal, človekove pravice so temelj ameriške zunanje politike. Ta njegova trditev je seveda popolnoma padla na izpitu s tako imenovano vojno proti terorju, z Guantanamom, z Abu Ghraibom, z nezakonitimi ugrabitvami, z mučenji in tako naprej. V bistvu mi pogosto mislimo, in to se vidi tudi v medijih, da se kršitve človekovih pravic dogajajo samo v avtokratskih in diktatorskih režimih. To ni res. Človekove pravice kršijo tudi v najbolj demokratičnih državah sveta, v Združenih državah Amerike, v Evropi in Evropski uniji, v Sloveniji. Tukaj bi spomnil na misel Georgea Orwella, ki ga imam zelo rad. On je nekoč izjavil, da je cenzura v demokratičnih državah bistveno bolj sofisticirana kot cenzura v diktatorskih državah. In tukaj, če uporabim to njegovo misel, to enako velja za človekove pravice. Na demokratičnih državah se človekove pravice teptajo in kršijo na bistveno bolj sofisticiran način, kot to počnejo diktatorji. In tukaj na te stvari je treba biti pozorni in opozarjati in razkrivati. In tukaj bi rad rekel, da nevladne organizacije, kot je Mirovni inštitut, Amnesty International, tukaj igrajo izjemno pomembno vlogo in jih je treba tukaj podpreti tudi v mediji. Jaz bi dodal sam par besed na vaše vprašanje začetno o tej dihotomiji med prikazovanjem in zavzemanjem za človekove pravice na mednarodni ravni in potem na domači ravni. Zdaj iz prakse vam povedal primere, da recimo tam v svetu za človekove pravice sedi precej držav, ki se uspešno kitijo z človekovimi pravicami, imajo razne pobude, iniciative in tako naprej. In potem seveda dobiš vtis, da so to res države, ki so šampioni človekovih pravic. Ko pa potem greš pogooglati malo to isto državo, vidiš, da imajo tam kršitve, preganjanje, novinarje, nesvobode tiske, karteli, druge zapori, ki so prenatrpani in podobno in dobro. In hoče reči, ta dikotomija obstaja v mednarodnem svetu. Ampak mislim, da ta skupnost, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, je zelo občutljiva in te stvari, da se poznava. Tako da za državo, kot je na primer Slovenija ali katera druga država, je izredno pomembno, da to mednarodno zavzemanje za človekove pravice sledi tudi notranji ustroj človekovih pravic. Ker seveda tisto, kar dane kredibilnost državi, je to, kot rečejo, lead by example. Če je sprebirano, potem to ima kredibilnost. Če pa to samo na ravni deklarativni, doma pa se to ne izvaja, potem to nima prave kredibilnosti in se kaj hitro lahko take zgradbe porušijo. Hvala. Jaz bi čist nekaj kratkega dodala, če smem. In sicer, da se dogaja nekaj zelo zanimivega, torej če recimo resno vzameš določbe dokumentov, kot je Splošna deklaracija ali pa pakta ali pa Evropska konvencija o človekovih pravicah ali pa ustava in to recimo citiraš, uveljavljaš v svojem vsakodnevnem delu v raznih forumih, kjer sodeluješ in tako naprej, v bistvu si danes označen za radikalnega, kar je res zelo zanimivo, bilo rečeno. In potem se vprašaš pa, ali ni to naša konvencija, temeljna konvencija, da bomo svoj svet na ta način uredili, in v bistvu ugotoviš, da če to verjameš, da si zelo naiven, ker v resnici si v manjšini, vedno večji manjšini in se mi zdi, da je to kar zaskrbljujoče, tako da samo to. Moje mnenje je, da je ključna točka v tem izobraževalni sistem, ki ne pa razumeva samo šole in kulturne ustanove, ampak tudi mediji. Mediji bi morali biti del izobraževalnega sistema, pa niso. Recimo, izjemno pomembno vlogo so mediji odigrali v situaciji v Južni Afriki,
kjer so mediji priglavni, ki so predstavljali človekove pravice, enakost, antirasizem in ostalo. To je problem, ki ga imamo in seveda nimamo neodvisnih televizij, ki bi se s tem ukvarjali in nimamo državne televizije, ki bi bila obvezna z določenimi dokumenti, da spoštuje take akte in deklaracije in ostalo. 96. leta sem naredila eno knjižico, ki je ilustrirala neka mlada slikarka, izjemno duhovita in zabavno, o otroških pravicah v vojni. In je to razdeljeno vsem osnovnim šolam, vseh jezikih, ki obstajajo v Sloveniji. In je ta knjižica še zmeraj nekaj, kar občasoma najdeš v kakšni knjižnici privatni, takšni ilustrativni primeri, učenje na pamet deklaracij, ker tudi ni slabo, dramatizacija deklaracije v kakšni šoli. To so vse postopki, v katerih se utrjuje nekakšno prepričanje, ki potem ostane za življenje. Če tega nimamo v Sloveniji, tega enostavno nima, tako kot ima tudi drugih elementov, ki so pomembni za izobraževanje, potem pa ne moramo upati, da bodo nevladne organizacije kakoli naredili, dovolj, da pride neka vlada, ki bo prepovedala financiranje NGO-jev, tako kot to zdaj Orban pripravlja, pa na čem smo pa potem. In seveda neodvisni mediji so fenomen. Naučili smo se končno, da so neodvisni mediji tisti, ki plačuje država, da jo kritizirajo. In če tega ne razumemo, potem res ne razumemo medijev. V končni fazi je problem izobraževanja relativno enostaven. Namreč debate o človekovih pravicah so izjemno praktično izvedljive v osnovnih in v drugih šolah, ker so zmeraj tudi drugačni otroki, možnost dialoga je potem facilitirana in obstaja možnost komuniciranja. To je nivo, na katerem je pravzaprav vse možno. In smo to zgubili. Zakaj ne vem, ampak vsekakor je problem tudi v tem, da pomislimo na idejo, da je politika umetnost možnega, pozabljamo tudi to, da je za tako obnašanje nujna hinavščina. Hvala lepa, zdaj ste na vrsti vi, spoštovana publika, predlagam, najprej bi prosila za pomoč pri mikrofonu, naša hvala. Predlagam, da morda zastavimo po 3 vprašanja skupaj, ker verjamem, da bo vprašanje veliko. Pardon, a je možen tudi komentar, ne samo vprašanja? Tudi, seveda. Hvala za besedo. Sem izkušnje, lahko govorim angliško, prosim? Izvolite. Yeah. I'm from Turkey, I'm Kurdish. Actually, I'm here more than 18 months. Maybe someone, Mrs. Nozorver, also knows me. And we are talking about the Universal Declaration of Human Rights, yes. But if we talk about Turkey and how is the Turkey position and how is the Slovenian government, Slovenia, to the facts about Turkey, and I just want to mention something else. Now more than 70,000 people in jail, and it's mean just educated people. They are just opposition side, and more than 700 babies in jail, and 17,000 women, mothers in jail, and no rights, no life. Actually, the Mr. Erdogan said no life for right, no rights for life for you and no water for you. So I left my country. I'm here now and asking for asylum seekers. Actually, I got negative now, and we appealed to the court, and we are waiting for now. I just want to ask, because Turkey is a safe country, in the state of the list country for Slovenian government, and if Slovenia, if you talk about the Slovenian government about that inhumanity decision, because they give that decision, negative decision for us, because Turkey is a safe country, and most of friends now in jail, others they left, they are in the other country. I cannot contact with anybody who is in jail in Turkey. So what we are thinking about that decision? Because as I said, we are talking about the Universal Declaration of Human Rights, and what do you think about the Slovenian
Slovenian government decision about us and about Turkey. And as I know, they have still really good relation between Turkey and Slovenia. Thank you so much. Thank you for your question. Komentar seveda dobrodošel, profesorica Johan. Torej, najprej bi se rada res zelo lepo zahvalila čisto vsem uvodničarkam in uvodničarjema za zelo celovito predstavitev problematike Splošne deklaracije človekovih pravic. K dosedanjim vednostim, izrečenim v tej dvorani, bi dodala nekaj. Namreč, deklaracija človekovih pravic je bila res sprejeta s tem nazivom, vendar se pravzaprav že od začetka te deklaracije ni pozabilo tudi na tako imenovano drugo polovico človeškega rodu, na ženske. Namreč izredno pomembno vlogo v svetovnem okviru pri odpravljanju diskriminacije po spolu, konkretno diskriminacije žensk, je pravzaprav odigrala Organizacija Združenih narodov prek svoje zgodaj vzpostavljene komisije za položaj žensk. In ta komisija za položaj žensk je pravzaprav z vključitvijo nekaj zelo pomembnih ženskih osebnosti iz Evrope in drugih delov sveta, tudi iz Združenih držav Amerike, pravzaprav uresničevala v svojih dejavnostih tiste cilje, ki so bile od začetka 20. stoletja eksplicitno, ki so bili od začetka 20. stoletja eksplicitno izpostavljeni, lahko bi rekli v severni Evropi oziroma v Evropi in v ZDA, kot cilji za odpravljanje diskriminacije. Nosilci teh ciljev so pa pravzaprav bili tako socialna demokracija kot komunistične organizacije in tako naprej. No in ta komisija je pravzaprav pripravljala teren, da se je iz svetovnega pojava diskriminacije po spolu v okviru delovanja Organizacije Združenih narodov to pojavilo kot svetovni problem. Torej problem, ki so ga dolžne članice OZN reševati. No in k temu so prispevale nekatere posebej določene manifestacije. Naj omenim to, da je 1975. leta bilo razglašeno, torej s strani Organizacije Združenih narodov, kot leto za ženske. No in v tem letu je bil tudi sprejet sklep, da bo desetletje od leta 1976 do 1985 namenjeno prav desetletju za odpravljanje diskriminacije po spolu pod naslovom enakopravnost, razvoj in mir. In takrat so pravzaprav že tudi določili temeljne osi, ob katerih pravzaprav lahko in naj bi potekalo uresničevanje teh človekovih pravic za drugo polovico človeštva. Pomembno je to, da je bilo vsakih 5 let tudi na svetovnih konferencah preverjeno, kako se uresničujejo zelo jasno izraženi cilji za odpravljanje diskriminacije po spolu. No in na 4. svetovni konferenci v Pekingu 1995 je potem svet, zlasti zato, ker je to izrazila Hillary Clinton tam, svet obkrožila nekako čvrsto izrečena trditev, človekove pravice so tudi ženske pravice. To je bilo torej pred 23 leti, ampak že v tem času se je pa začelo tudi na mnogih koncih sveta, zlasti pa tam, kjer so ugotovili, da je uresničevanje človekovih pravic pri drugem spolu lahko zelo nevarno, torej so se začela različna fundamentalistična nasprotovanja vsem prizadevanjem za človekove pravice žensk. No in mimogrede naj samo še to omenim, da je prav ta konferenca
1995 strani recimo fundamentalističnih organizacij Združenih državah Amerike bila označena, citiram, kot največji križarski krvavi pohod v zgodovini človeštva. To zato omenjam, ker je bilo prej sproženo vprašanje repatriarhalizacije, retradicionalizacije in tako naprej. Skratka, te pravice, ki zadevajo drugi spol, so dejansko zdaj že več desetletij pod udarom. In zato je še toliko bolj pomembno, kar je bilo danes omenjeno. Pa še tole, samo uresničevanje človekovih pravic tudi za drugi spol, pazite, tudi za drugi spol, je po sebi rušilno za kapitalistični red. In zaradi tega je sedaj še večja ogroženost. Jaz o teh stvarih ne morem več tukaj govoriti, so pa to zelo resne stvari, ki so v bistvu sodobne regulacije svetovnih razmerij. Rečeno je bilo že prej, mislim, da je gospod Sovan, da ste vi to rekli, da demokratične države na veliko bolj prekinjen način kršijo človekove pravice. In jaz bi se tukaj dotaknil pravice do azila oziroma pravic beguncev. Ob sovražnem govoru ne le, da je ta povečan ob tem vprašanju, da so tarča pogosto oni, ampak tudi naša država ravno na ta prekinjen način ne krši zgolj pravice do azila, ampak še številnih drugih povezanih pravic. In zato imam tukaj vprašanje za gospod Varuhinjo. Kakšna priporočila je dala vladi v zvezi z sovražnim govorom in kakšna priporočila v zvezi s pravicami beguncev? En primer prele smo videli, recimo tudi, se je oglasil tudi tam, ko naša država deklaratorno nudi pravico do azila, ampak v praksi jo pa potem zavrača in krši. Procent odobrenih azilov je smešno nizek, ker se nikakor ne mogu zgoditi in se krši temeljno načelo azilnega prava, da se ljudi pošilja nazaj v nevarne države, naprimer, vse se spomnimo medijsko odmevnih primerov deportacij, družine Karba in podobno. Samo takrat se javnost malo zgane, potem pa to spet potihne nazaj, ampak v praksi, ko pa vidiš te kršitve v živo, je pa to res istre srce in država na tem področju ne dela nič. In zato me zanima tudi dalje. Poleg tega, kar sem nas že vprašal, še ministrica za notranje zadeve je hotela že tako slabo zakonodajo še zaostriti in je hotela sprejeti zakon, v katerem bi v praksi zaprošanje za pravice do azila, ja, bi deklaratorno v skladu Schengenom, ampak realno bi pa lahko potem prosilci za azil zaprošali samo, če bi Slovenijo prišli spadalo. Tako da, kakor vem, ste, gospa Varuhinja, ta zakon o tujcih ste poslali v ustavno presojo in me zanima tudi, kaj zatrjujete kot kršitve človekovih pravic v ustavno presojo ustavnemu sodišču in malo poveste še okrog tega. Najlepše hvala. Ja, eno je bil komentar, drugo je pa kar povezano, torej gre za sovražni govor in tujce. Na področju sovražnega govora je Varuh pozoren že več let. Seveda smo pozorni ravno tako, kot je gospa Šalmonova povedala, na to, kakšne so oblike odziva državnih organov, če do tega pride. Tudi opažamo, da je procesov na sodišču zelo malo. Apelirali pa smo celo na državni zbor, da sprejme etični kodeks obnašanja poslancev, kajti poslanci so zgled vsem ostalim. Če se določena stopnja neprimernega obnašanja in govora širi v hramu ali iz hrama demokracije, seveda preko medijev, preko spleta, je to slabo sporočilo tudi za mlade, ki to poslušajo, spremljajo. In zato smo si vse skozi prizadevali, da smo vsi taki, da obsojamo tak sovražni govor, kjer nastane in to takoj. Varuh seveda ne more vseh teh omrežij spremljati in se odzivati ob vsakem pojavu. Bili pa smo odzivni ravno v času begunske krize, ko je bilo ravno na spletu nekaj hudih sovražnosti o tem, kaj narediti z tujci, če pridejo preblizu državne meje. Takrat smo se tudi odzvali in tudi na splošno apeliramo, da je sovražni govor nedopusten, da je potrebna etika govorjenja, da je treba seveda tudi temu primerno
oblikovati sporočila, ki so v tem medijskem prostoru. Kot veste, imamo tudi sodbo Delfi proti Estoniji, ki že obravnava tudi odgovorne urednike medijskih portalov. Mislim, da je ta praksa dobro sporočilo za celotno Evropo in svet, da vse, kar poveš, skrit pod kapuco anonimnosti, tudi ne bi smelo biti dovoljeno izpuščeno v javni prostor, kajti če ti napišeš nek grafit in te nekdo vidi in je to sovražno, si prepoznan, če si doma lepo za računalnikom, pa si pepi klobasa ali pa karkoli drugega, pišeš pa marsikaj in vsak ima 5 minut časa, ti pritrdi, včasih niti ne pogleda, kaj je pri tem napisano, ampak se ta sovražnost samo širi. Resnično smo zoper zakon o tujcih vložili zahtevo za oceno ustavnosti, v njem očitamo ravno to, kar ste rekli, da je potrebno paziti na človekove pravice tistih, ki so na ozemlju in ki pridejo, če tak zakon velja, pa jih niti ne bi bilo, ker bi jih masovno že na meji zavračali. Seveda še čakamo na odgovor, vložili smo tudi zahtevo v minulem letu za zakon o policijskih pooblastilih, ki tudi na mnogih področjih, vsaj tako varuh meni, nedopustno posega v človekove pravice. Pri tujcih in azilu moramo pozoriti na to, da budno spremljamo pobude, ki jih dobivamo in opozarjamo na to, da bi morali biti ti postopki krajši, zato ker dolgi postopki o reševanju zadev ljudi, ki so v hudih stiskah, sprožajo veliko negotovost teh ljudi, ker ne vedo, kaj bo z njimi, potem sledijo različni pravni postopki, ki so ravno tako dolgi. Menim pa, da diskrecijska pravica po 17. členu Dublinske uredbe, ki je dana državi, lahko pomeni brez ustreznih meril avtoritarno odločitev. Torej, če ti nimaš meril, kdaj boš vzel humanitarno noto tujca in odločaš, lahko tudi tako, da pač enkrat tako, drugič drugače. Zato si varuh zavzema, da bi imeli pri teh odločitvah, torej država bi morala imeti jasne kriterije, točno določene, kaj uporabi, ko odloča o azilu, o vseh pravicah tujcev, ki zaprosijo za bivanje pri nas. Teh postopkov je kar veliko. Seveda je na strani državnih institucij, da ocenijo, ali je neka država, tako recimo Turčija, varna ali nevarna. Same odločitve se varuh ne more vtikati, mogoče gospod Šulc je povedal, kako naj bi to veljalo tudi v Evropi. Menimo pa, da vsi postopki s tujci morajo biti speljani čim prej. Ravno dolžina, slišimo, da trajajo leto, več kot leto, kot veste, smo se v primeru ene družine, ki je bila kasneje izgnana, tudi javno oglasili, da bi lahko uporabili to diskrecijsko pravico, vendar država je ni. Družina z otrokom, ki je bil rojen, je bila izgnana na Hrvaško, tako da imamo kar nekaj takih primerov, sicer pa vsak primer za varuha zaupne narave in ga ne izpostavljamo. Bomo pa pripravili tudi obširno poročilo o tem, kar smo zaznali na celotnem polju ravno te problematike. Sem bila pa celo sama na tej razstavi, ki jo je omenjal o zaporih in otrokih, ki se znajdejo v zaporih, in družinah in ženskah v zaporih. Če boste še. Ja, mogoče samo par besed, seveda, kot ste povedali, gospodin Zdolfer, še vedno je pristojnost in suverenost država tista, ki odloča, kam se lahko migranti, lahko begunci vrnijo, kje so varne območje in kjer ne. Ni mednarodne avtoritete, ki bi to določali. To je še vedno prepuščena država. Zdaj konkretno v okviru Evropske unije potekajo debate o azilnem sistemu in tako naprej, to veste, ampak mislim, da je to zelo težka diskusija in težko našli kompromis, ker imamo Evropo na nek način predvsej podeljeno. Imate centralno evropske države, Slovaška, Poljska, Mađarska, naprimer, ki imajo en poseben pogled na to vprašanje. Imate druge zahodnoevropske države, ki imajo drugačen pogled, ko se tu išče konsens, ampak pravim, ta diskusija ne bo lahka in
konsens znotraj Evropske unije bo težko najdete enotne z politiki. Čisto kratko, da tukaj eden od vzrokov za te probleme okrog beguncev je ta faustovska kupčija Evropske unije s Turčijo. Tukaj jaz vidim kot glavni problem. Evropska unija je Turčiji plačala toliko milijard evrov za to, da beguncev ne spusti v Evropo. Zdaj, čim bi Evropska unija tukaj pritisnila na Turčijo, da Turčija odpre zapornice in begunci so spet tukaj. Ampak problem je, da se ta kupčija ne dogaja samo s Turčijo. Verjamem, da se to dogaja tudi z afriškimi državami, kjer Evropska unija ponuja velike denarje in gradi nekakšna začasna taborišča, kjer ne bi begunci, ki ne bi ustavili ta val begunce iz Afrike proti Evropi. Sam osebno mislim, da begunci, o katerih se zdaj nekaj govori, sploh niso tak problem za Evropsko unijo. Milijon beguncev, ki je prišel v Evropsko unijo, predstavlja 0,2% vsega prebivalstva Evropske unije. Prosim, kaj je to 0,2% prebivalstva Evropske unije, ki je eden najbogatejših delov sveta. Mislim, da se tukaj Evropska unija, kot celota govorim, seveda so države, nekatere države imajo seveda različno politiko, da se tukaj Evropska unija zatiska oči pred dejstvom, da ko je kot lojalna zaveznica Združenih držav Amerike krenila v tej vojni na Bližnjem vzhodu, takrat ni protestirala, takrat se ni zavedala, kaj bodo te vojne povzročile. Vsaka vojna so, kot vemo, povzročili ogromno val beguncev, to se dogaja v vseh vojnah. Zato sem jaz v enem članku napisal, da pač to so naše vojne, zato so to tudi naši begunci. In se treba temu primerno obnašati z njimi. To so ljudje v hudih spiskah, se borijo za življenje, za preživetje, bežijo pred Asadovim režimom v Siriji, ki ga pač, jaz vem, zakaj pač iz svojih sebičnih interesov podpira Putin in tako naprej. Ta odnos Evropske unije do beguncev je v bistvu zanikanje vsega, na čemer je Evropska unija zgrajena, na temeljnih vrednotah, na spoštovanje človekovih pravic, dostojanstva in tako naprej. In tukaj bo treba to spremeniti. Ja bi samo spomnila, kaj pomeni grška beseda asilo. Pomeni sveto mesto, na katerem se kdorkoli se najde svojo voljo v bekstvu je zaščiten. In cela skupnost okoli svetega mesta ščiti tistega, ki je pobegnil, ki je v asilu, v azilu, bi rekli v evropskem izgovoru. Torej, ni nobene šanse, da bi azil bil samo zakonska, samo trda, suha administrativna zadeva. In mejna država, kot je Slovenija, bi morala azil videti predvsem kot humanitarno dejavnost in angažirati državljane, ki bi bili razpoloženi in ogromno se jih javilo v prvem valu beguncev, da osebno pomagajo kakšnem beguncu, da osebno spremljajo kakšnega človeka, da mu pomagajo naprej, da mu pomagajo, da ostane kakorkoli že. Ta akcija in interakcija državljanov je enostavno zanemarjena, ker politika hoče imeti begunce za valuto, s katero pač na evropskih vizah igra. In to je osnovni problem. Drugače bi azil bil normalna zadeva, o kateri bi recimo lokalna skupnost govorila, uredila nekaj, pomagala in tako naprej. Ta humanitarni del azila je popolnoma pozabljen in ne obstaja. Morda bi bil trenutek, da ga malce prenovimo. Točno to, sveto mesto, v katerem ne more nič drugega se zgoditi nesreče. I would like to use a few words in English. I'm ashamed about the state in which I live, and the citizen I am, because simply about the lack of solidarity with Kurds for many, many years, not only in this situation. Your situation does not rely to the high politics between Turkey and Slovenia. Put that behind. The important thing is to give you possibility to live, possibility to choose if you want to stay in Slovenia, and to lead your life as a human being. So
high politics are dirty, we all know that, and leave that behind and try to find help between the horrible administrative walls that are built among us and refugees today. Thank you very much for your patience. Jaz bi samo še par besed dodala na vaše vprašanje v zvezi z azilno politiko. Seveda se strinjam z neko osnovno oceno. Popravila bi vas samo v to, ker ste, mislim, da pripravili svoje vprašanje tako, kot da ima nas dela popolnoma nič, da bi in tako naprej. Jaz bi zadevo obrnila in rekla, dela popolnoma vse, da bi doseglo več takšne cilje, kot jih ima. Tako da včasih si želim, da bi recimo Ministrstvo za zunanje zadeve postavili en svoj tim na MNZ in jih izbrali za malo človek pravicah, ker tam je res ta diskurs popolnoma odsoten. Tisti del državne administracije se dejansko ukvarja samo s tem, kako omejiti dostop, preprečiti vstop, kako se reče, discourage, torej odvrniti ljudi, da bi prišli. To je cilj te politike. Če jo verjete na ta način, potem razumete, zakaj je tako oblikovana. In dodala pri temu, kar ste vi rekli, gospa Slabšak, torej res je problem v tem, celota naša zakonodaja na področju azila je sprejeta pretežno zaradi EU zahtev. Torej, v nas, ko smo se približevali Evropski uniji, se je pričakovalo, da bomo imeli zakon o azilu, torej azilni postopek urejen, pogoje za priznanje statusa begunca, migracijsko zakonodajo usklajeno z EU, to je bil pač vemo, da je nadzor meja in preseljevanje eno od ključnih poglavij, na katerem se odvijajo ta pogajanja. Tako da to je pač naša država naredila samo zato, ker je morala, ne pa zato, ker bi verjela v to, da človek, ki beži pred preganjem, potrebuje zaščito. Tega mi kot družba nismo nikoli ponotranili. Najbolj zato, ker imamo zelo malo izkušenj s priseljevanjem, nekateri demografi vejo o tem veliko povedati, da se recimo večja stopnja sprejemanja priseljencev, tudi prosilcev za azil kaže v tistih državah, ki imajo tradicionalno več izkušenj s tem, ponavadi so to kolonialne države, kar je paradoks samo po sebi, ampak dejansko je tam integracijska politika bolj razvita, više stopnje so priznanih prošenj, torej število je višje, pač v državah vzhodne bo pa tako, da se je večinoma samo odhajalo, takrat, ko sploh kakšna migracija, da ta migracija emigracija, je pa ta tradicija ne obstaja, tradicija sprejemanja in integracije in verjetno se je tudi s tem da razložiti ta odnos, ki ga nekako velik del institucij v tej državi ima na vprašanje azila. Velik del, nisem rekla, vsi velik del. Ja. In so seveda posamezniki zelo znotraj posameznih služb, ministrstva in tako naprej, ki so drugačno stališče, vendar pa res to je eno ministrstvo, ki pač je pristojno za to področje, je res problematično z tega vidika, da tam človekove pravice niso norma. In tudi sem že doživela osebno na sestankih, ko smo omenjali mednarodno pravo, da to sploh ni faktor, kar je problem. Trditev, ki je tudi povedal minister oziroma omenil, da danes ne bi bili v stanju sprejeti tega dokumenta, kot je splošna deklaracija človekovih pravic, je alarmantna. Na drugi strani tudi vemo, da so človekove pravice področje, to je tudi uveljavljeno v splošnem ozračju mednarodnih domena, za katero se treba kot za vse druge pravice ves čas boriti. Se pravi, nič ni za enkrat in za vse je pridobljeno. Se pravi, da bom kratka zato, ker je tako zanimivo, da se mi zdi, da res je vredno poslušati vsakokrat in potem odgovore spoštovanih panelistov, ali bi mogoče, spoštovani kolega, veleposlanik, ker smo zdaj Slovenija, predseduje Svetu za človekove pravice. In ker je treba seveda pedagogiko začeti mogoče tam ravno, voditelji svetovni, ali bi lahko letos gotovo dogovora o reafirmaciji tega dokumenta res sprožil en tak postopek oziroma tak dogovor, ki bi reafirmacijo vsakega posameznega člena tudi res dejansko prikazal svetovnim voditeljem. Zakaj ne bi recimo predlagala Slovenija, da vsak člen, vključno s preambulo,
komentira eni izmed nobelovcev, ki vidimo, ne, 2 dni nazaj, da tudi Šetnik Kebali in vidimo, ne, mislim, da ima tudi predsednik preskrel, se pravi, zakaj ne bi tem, se pravi, visokemu segmentu voditelja na začetku zasedanja OZN v septembra v generalni skupščini prekočil 30 minut, ne gledajo, poslušajo, preden začnejo sami govor, kaj bi vsak, recimo, od nobelovci, kako bi komentirali zgodovinsko, spomnimo recimo točno odhod izhaja Asylum beseda in pa tudi v smislu, torej, kje smo danes, glede na vir in izvir te deklaracije, katere prvi postulat je vseeno mir na tem svetu. Bi se to, recimo, dalo? Hvala lepa. Dobar dan, hvala za besedo. V bistvu bi imel 2 komentarja vprašanja. Omenjeno je bilo pomen izobraževanja za to, da se zavedamo pravic. Jaz bi v bistvu rekel, nekaj vrste izobraževanja na to že imamo. Mene samo zanima, v bistvu, če se vam zdi, da na ta pravi način izobražujemo, ker kot ti recimo, ne vem, 9-letna nečakinja reče staršem, ne bom pospravil, ker imam pravice, očitno se zaveda, da neke pravice ima, ampak v bistvu pridemo bolj do zlorabe. Na zadnje pa tudi se zgodi tudi na fakulteti, da ti profesor reče, sedi študenti samo še svoje pravice poznate. Druga stvar, ko bi jo rekel, je, omenjeno je bilo, da vedno nove pravice imamo, 4., 5. generacija pravic, če ni tudi to del problema, se pravi, vedno nove pravice, in v bistvu ne nazadnje potem pridemo do nekega paradoksa, ki se mu reče, če in ko je vse pomembno, na koncu nič ni pomembno. Tako da, če je tudi mogoče to del problema. Hvala. Jaz vas pa morda vprašavam v tej točki, gospod veleposlanik, ste se prej dotaknili novih akterjev in držav, ki morda pravice dojemajo nekoliko drugače, pa bi morda vprašala vas, gospa doktorica Slapšakova, z antropološkega vidika, pa tudi seveda vse ostale, koliko, da bomo tudi malo kritični, koliko pa te naše pravice dejansko so univerzalne. Torej, ali se upoštevajo tudi morda drugačne prakse, drugačne kulture in da se dotaknemo tudi kritik, ki jih je ne nazadnje veliko in ne nazadnje niso tako neupravičeni. Še zadnje vprašanje? Zelo na kratko bi samo postavila vprašanje, na kakšen način oziroma s pomočjo kakšnih instrumentov bi lahko dosegli premestitev tega razkoraka med mi in med drugi. Kako, na kak način je to prek nekega javnega diskurza oziroma kako širšo javnost prepričati oziroma vključiti to debato med mi in drugi. Mogoče bi predlagala, če gremo vsakemu okrog, pa zaključimo to razpravo z nekimi svetimi misli in pa poskušamo tudi pokomentirati oziroma odgovoriti na vprašanje. Izvolite. Kolegice odgovorili ministri zahvalili za dobre pobude, dobre misli. Seveda mednarodna skupnost razmišlja, kako bo udeležila 70-letnico intenzivno. Visoki komisar bo decembra, ko je dan sprejema deklaracije, decembra bo naredil en dogodek večji v Združenih narodih na New Yorku. Zdaj, ne vem, če bo ravno tako, da bodo svetovni voditelji se obnašali, ampak dejansko projekti za podeležitev so v teku in mislim, da bodo dogodki v sosledju potekali tekom celega leta. Kar se tiče pa tega, koliko smo dosegli, koliko je doseženega od odredb univerzalne deklaracije v teh zadnjih desetletjih. Zdaj ne vem, zadnji sem sedel na enem panelu in so bili tam tudi zelo ugledni politiki in diplomati in so nekako ugotovili, da je kozarc pol prazen, pol poln, prišli smo daleč, vendar je pot še dolga pred nami. Če lahko vas sam še povežem na to, kar je nekdo od kolegov zdaj omenil, kako
nove in nove človekove pravice, nove in nove generacije stare vse do tam. Seveda, človekove pravice se širijo, prihajajo nove generacije človekovih pravic, nove generacije, tudi nove generacije, mlade generacije, ki jih zanima mogoče človekove pravice v internetni dobi, ki jih zanima človekove pravice in okolje, ki jih zanimajo te nova generacija človekovih pravic. Seveda stare ostajajo, mogoče da to je omilo, da so tukaj, da smo že prej omenili, da mlade generacije jemljajo te pravice kot same po sebi dane. Seveda, one so tam, ampak mladi gledajo naprej, gledajo svet, v katerem oni živijo in pravice, ki jih oni živijo v tem novem svetu. Ponavadi že tako v naravi, da mladi se ne ozirajo nazaj, pa gledajo samo naprej. Mi ostajamo vzaj. Hvala lepa. Ja, čisto na kratko, jaz bi rekel, da ogromno teh problemov, o katerih danes govorimo, bi lahko rešili že s tem, da bi v tistem drugem videli predvsem človeka, ki ima enake probleme, enake stiske, enake strahove, kot jih imamo mi. In ob tem bi opozoril na staro resnico, da pač svoboda vsakega se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Mislim, da je to najboljša pot za premagovanje stereotipov in prizotkov. Tudi jaz se odvala na vaše vprašanje v zvezi s tem, ali vedno več pravic pomeni, da morda vse skupaj nima več prave države. Jaz sem nekako tako razumela. Jaz bi rekla, da ne, zato ker ves ta proces vseeno ne gre tako hitro. Ne? Recimo, že mnogo let govorimo o tretji generaciji človekovih pravic, ki pa se še vedno ni zelo trdo uveljavila. Zelo malo instrumentov je na globalni ravni, univerzalni ravni, ki bi te pravice ščitilo. Kljub temu, da recimo mnogi teoretiki in recimo da govorijo o tem, da te pravice obstajajo, da obstajajo tudi številne resolucije, deklaracije, torej to mehko pravo, ki jih priznavajo, vendarle pa še niso tako močno uveljavljeni. Tako da se mi zdi, da vem, kaj ste hoteli povedati, ampak mislim, da še nismo tako daleč, da se morajo baviti, da bi tiste recimo najpomembnejše pravice, če recimo pravica do življenja, prepovedne diskriminacije, da bi to zgubilo veljavo, zato ker so druge pravice recimo tudi se priključile nekemu seznamu. In pa odzvala bi se na vprašanje v zvezi z instrumenti, spravi, kaj je mogoče storiti. Jaz mislim, da smo do zelo velikih instrumentov že prišli, da že imamo odgovore, ne bom rekla rešitve, ampak odgovore pa, torej načine, na kateri lahko reagiramo, vse pride v poštev, tudi vse je pomembno, od recimo nekih institucionalnih ukrepov, kot so izobraževanje, do neformalnih pobud, civilno-družbenih pobud, do spet na drugi strani, kaj države delajo, to se mi zdi v bistvu še najbolj pomembno, torej s kakšnimi ukrepi se oni to soočajo, da ne prepuščajo iniciative civilne družbe, bo že civilna družba porihtala, tisto, kar država ne bodo, to bi se mi v resnici zdel še največji problem. In hkrati za tiste stvari, ki so pa iztožljive, so pa pravna sredstva najbolj učinkovita. To se pokaže najprej na nacionalni ravni, seveda potem na mednarodni, koliko stvari se reši na način, da jih mednarodne sodišča obravnavajo in potem države pripravijo do tega, da se nekateri problemov lotijo, ki se jih sicer nikoli ne bi, če do neke sodbe recimo ne bi prišlo. Takih primerov recimo tudi za Slovenijo velja, tudi ni treba naštevati. Ker je bilo že veliko povedanega, bi morda dodala, da vidim bodočnost izobraževanja tudi v tem, da je za pravico tudi dolžnost. In dolžnost je tudi spoštovanje pravic drugega. Torej, če ne bodo junaki vsakega dne znova tisti, ki si upajo, ki nastopajo, ki žalijo in postajajo zato junaki, potem bomo marsikaj naredili. Torej, da so tisti pravi junaki, ki znajo spoštovati, ki znajo biti strpni, ki sprejemajo drugačne, ki znajo vsaj poslušati neko drugo mnenje. Žal pa včasih zaradi želje po nekih alarmantnosti, popularnosti, pridejo do izraza ravno obratno. Tisti, ki so, kot rečemo, frajeri, ker so to si upali zapisati, ker so nekoga tako močno žalili, da potem drugi to posnimajo. Jaz mislim, da je tudi tu bodočnost. Na vprašanje, ali je dovolj svobodo v določenem trenutku, ali je tukaj v ustavi, moje odgovor je seveda nikoli. Če so starši slišali deklico, da zahteva svoje pravice, naj poslušajo.
kakor prihodnost. In seveda drugi problem, veliko bolj resen, je to, da če obstaja nekdo, ki sankcionira, kje je meja, potem pa ni več enakosti. Osnovnega pogoja, da se s pravicami izpolni ogromno prostranstvo med vami in mami, recimo, ne. Tako da zaradi enakosti, zaradi demokracije, kakšna koli je pač ta fantazma, o kateri govorimo, ne ve kdo, kaj to točno pomeni, je razširjanje pravic izjemno pomembno in upam, da bo to tudi teže. Kar se tiče kolegice vaše pripombe, če bi imela predavanje tukaj v deklaraciji, bi sigurno vključila tudi to, da vso humanost, neverjetne horizonte, ki podpira deklaracija, je delo belega moškega. In da nažalost res ni spoštovalo mnoge različne forme pravic, mnoge možnosti, ki se odpirajo razen omejevanja, obstajajo tudi možnosti. Kako se Evropa, ki predstavlja zahodno civilizacijo, zahodno modrost, nadaljevanje antične modrosti in ostalo, kako se je Evropa prenavljala, ko ni imela, ko so se ta pravila malce pohabila, pa so enostavno bila nedovoljna, tako da je sprejemala migrante. Tako je znanje prihajalo v Evropo, z Arabci, z Grki iz Bizanca, ki so prinašali rokopise in podobe, ikone in ostalo, umejnih čovnih čez Jadrana vas na nekaj to spominja. Evropske univerze so tako nastale, da so Grki, modri Grki z ogromnimi količinami knjig prišli v renesančno Italijo in prinesli popolnoma novo znanje, ki je deloma ohranjeno tako, da so ga Arabci prepisali. Torej, Evropa je zmeraj živela s transfuzijami migrantov in če dovolimo svobodni pretok migrantov danes, morda bomo mnoge pravice rešili prav s tem postopkom, z osnovnim priznavanjem drugega, z osnovnim videnjem drugega, s tem, da recimo mi nekdo pojasni pravne, tradicionalne ustne običaje Kurdov, ki jih ne poznam dovolj in tako naprej, kurdske pravljice bi rada poslušala in tako naprej. Torej, to so možnosti, ki so v današnjem svetu ne samo odprte, ampak so popolnoma poceni, popolnoma ali brez kakšnega koli vlaganja. Torej, to, da beli moški še zmeraj komandira z usodo narodov in celega sveta, je nekaj, kar je treba počasi premikati, dokler beli moški ne razume, da je njegovo obdobje končano. Hvala lepa. Zdi se mi, da je včasih naš zgodovinski spomin za res prekratek, za sodobne odzive ali pa sodobno razmišljanje o aktualnih problemih. Iskrena hvala vsem panelistom, publiki, da ste prišli in če se mi lahko prosim pridružite še z enim aplavzom za naše paneliste. Fakulteta za družbene vede, ki se tudi sama želela zahvaliti Ministrstvu za zunanje zadeve in Društvu za združene narode za to skupno pobudo za udeležitev 70. obletnice in iskreno upam, da se ta zanimiva razprava nadaljuje zunaj za steklenimi vrati, kamor vas vseh treh organizatorjev vabim na manjše sprejemanje. Hvala lepa in hvala še enkrat.